Pozdravljeni! Pred nami je zadnja dirka v letošnji sezoni svetovnega prvenstva Formule 1. In tudi tokrat v uvodnem prispevku k veliki nagradi Abu Dabija si bomo ogledali vse tiste zanimivosti ter značilnosti, še preden se bodo aktivnosti na sami progi pričele. Tudi zadnji letošnji uvodni prispevek bo razdeljen na tiste 3 dobro znane dele. V prvem se bomo spomnili, kaj se je zanimivega zgodilo na dirki v preteklosti. V drugem bomo našo pozornost usmerili k lastnostim same proge. V zadnjem, tretjem bomo pa še nekaj minut porabili, seveda za vremensko napoved. A tokrat, preden začnemo s tem ustaljenim redom, je treba opozoriti še na nekaj. Namreč v teh urah, tik preden sem začel s pripravo tega prispevka, so pri ekipi Haas objavili, da v naslednjem letu se jim bo pridružil Nico Hülkenberg. In to pomeni, da Mick Schumacher pravzaprav ne bo imel kakšnih opcij, da bo prisoten tudi v naslednji sezoni, seveda na štartnem razporedu. In verjamem, da mnogi avtorji bodo sedaj začeli s pisanjem ter analizami, zakaj se je to zgodilo. Ampak, če ste sledili kanalu, ste morda opazili, da smo mnogokrat omenili, kakšno formo je pokazal Mick Schumacher. Zato danes lahko mirne duše nekako zatrdimo, da ni čudno, da so se pri ekipi Haas tako odločili. A verjetno v tem trenutku je bolj popularno imeti kričeče naslove in analize, ki so bile dostopne mnogim navdušencem že bistveno prej. A mi raje kot z nekimi populističnimi vsebinami se ukvarjamo s tistim, kar nas zanima. In to je Formula 1. In danes se bomo spomnili dirke, ki se je praktično odvila 10 sezon nazaj. Vračamo se v leto 2012, kjer smo spremljali borbo med Fernandom Alonsom v Ferrariju in Sebastianom Vettelom v Red Bullu. A na veliki nagradi Abu Dabija se je zgodilo nekaj, kar je mnogim izmed nas seveda ostalo v spominu do današnjega dne, čeprav tu ni vezano na rezultat ali kakšen poseben manever na progi. A zgodbo je treba začeti na začetku, pri kvalifikacijah, ki je bil najhitrejši Lewis Hamilton, takrat še pri McLarenu. In pred štartom smo lahko videli, da na primer Sebastian Vettel je dirko začel izpred svoje garaže. Pri Red Bullu so prekršili pravilo Parc Fermé in dobro nam je znano, da drugega kot dirko začeti iz pitlejna v takem primeru ni mogoče. A treba je opozoriti še na nekaj. Na primer, tretji na kvalifikacijah je bil Pastor Maldonado. Takrat pri ekipi Williams in seveda tisti bolid je poganjal motor Renault. A verjetno nihče izmed nas ni predstavljal tistega, kar smo slišali po radijski zvezi praktično takoj v prvih fazah dirke. Lewis Hamilton je povedal brez večjih težav. A takoj za njim se je po enkratnem štartu znašel Kimi Räikkönen, takrat pri ekipi Lotus. A da ne bo kakšnih pomot. Tisti Lotus, za katerega je nastopal Kimi Räikkönen, nima razen imena nobene zveze z Lotusom Colina Chapmana. Namreč ekipo, ki jo je zastopal Kimi, smo pred in po tem poznali pod imenom Renault, danes v Formuli 1 je pa znana pod imenom Alpine.
A kljub vsemu, Kimi na drugem mestu je vozil izjemno dobro dirko. Tam v ozadju se je Sebastian Vettel prebijal naprej, to razmerje tam spredaj ni spremenilo. Dirka se je ponovno začela in takrat smo bili priča, da je tlak goriva v motorju Mercedes Lewisa Hamiltona začel padati. Da ne bo pomoč, takrat McLaren, podobno kot danes, je imel motorje Mercedes. Lewisu Hamiltonu ni preostalo drugega, kot da je zapeljal na izletno cono in seveda odstopil. Vodstvo je prepustil Kimiju Räikkönenu. In to seveda se je zgodilo v 20. krogu. Tisto, po katerem je dirka postala znana, se je pa zgodilo 3 kroge kasneje. V 23. krogu je Kimi Räikkönen po radijski zvezi povedal znameniti stavek. Namreč njegov inženir ga je neprestano obveščal o tem, kakšni so zaostanki njegovih konkurentov, kako hitro vozi, kakšne so strategije, dokler Kimi ni dobesedno izgubil potrpljenja ter mu odkrito dejal: "Pusti me pri miru, vem, kaj delam." In to niso bile le besede. Namreč Kimi je dirko zmagal brez večjih težav in brez neprestanih opozoril. Za njim Fernando Alonso in na 3. mestu Sebastian Vettel. Prav tisti Vettel, ki je dirko začel iz pitlejna. In da ne bomo pozabili, 5 je bil že prej omenjeni Pastor Maldonado. A rezultat kot tak verjetno ni ostal v spominu mnogih navdušencev, stavek Kimija Räikkönena pa je. Poglejmo si sedaj, kakšne so lastnosti proge v Yas Marina. Vidimo lahko progo z 16 ovinki in 2 pravima območjema DRS-a. A tu bi rad vašo pozornost usmeril k neki značilnosti. Namreč vidimo lahko, da na štartni ciljni ravnini območja DRS ni. In to je že lepa zanimivost. Ampak tisto, kar nas navdušence bistveno bolj zanima, so sile, ki delujejo na pnevmatike, in tu si bomo zopet pomagali z znano tabelo, ki jo pripravlja Pirelli. Za razliko od onega, kar smo videli na primer na veliki nagradi Brazilije, so tu vrednosti malce nižje. V Braziliji so bile med 3 in 4, tu se pa gibljejo med 3 in 2. Torej, jasno je, zakaj je tu izbor padel na najmehkejše mešanice C3, C4 in C5. Poleg tega je seveda še nekaj izjemno pomembnega. Videli smo v bistvu 2 dolgi ravnini, kjer se pnevmatike ohladijo in seveda potem tisti malce bolj tehnični del, kjer je potrebno imeti oprijem. Prav zaradi tega mehkejše pnevmatike, ki delujejo na nižji temperaturi. In sedaj, da bomo bolje razumeli. Na prejšnji veliki nagradi je bila pnevmatika mešanice C3 ona srednja. Tu v Abu Dhabiju je to najtrša mešanica na razpolago. Zato, če bo kdo izmed vas skušal napraviti kakšen izračun glede možnih strategij ali podobno, mora imeti v mislih tudi to. A pred koncem uvodnega prispevka še nekaj minut za vremensko napoved, ki bo tu seveda izjemno enostavna. Sončno bo v petek, soboto in nedeljo. Seveda, karkoli drugega bi bilo izjemno redko. Možnost dežja je po mnenju strokovnih meteorologov enaka 0%. Temperature se bodo gibale tam okrog 21 do 31 stopinj Celzija.
Vlaga bo pa okrog 61%. Torej vidimo lahko, da tokrat vreme ne bo igralo nekega odločilnega faktorja. Za razliko od onega, kar smo videli komaj prejšnji teden, seveda v Braziliji. A kar se tiče našega uvodnega prispevka k zadnji dirki v letošnji sezoni, bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.